Dobro, smo pač omila smo na en del tega, kar imam napisanega, da sem zdravna. Za mojega predhodnika sta že kar nekaj povedala o recimo tem, kaj menijo učitelji po učbenikih. Učitelji so ena iz skupin, ki se največkrat sprašuje o kvaliteti učbenikov. Ni pa to edina možnost, kako ugotoviš kvaliteto učbenika. Jaz seveda tukaj, imam multiplo vlogo dejansko, tako da je pa res, da zelo veliko izkušam v izdelavi učbenikov od koncepta do realizacije in da se ves čas nekaj dogaja v zvezi z učbeniki. Tudi moj zaključni del v bistvu in tam rekel se ravnalec za državo je predvsem to, kdo je tisti, ki je najbolj odgovoren za kvaliteto učbenika. Ker pač veliko govorimo o kvaliteti, elementih kvalitete, ampak dejansko nekdo je tisti, ki je sposoben ali pa nesposoben narediti kvaliteten učbenik. Jaz sicer imam izkušnje pri izdelavi osnovnošolskih učbenikov, ki imajo tem, kar je, moram reči, na veliko odgovornost, moje ekipe in manje osebno, tudi za naprej. Nisem nikoli delala na učbeniku za srednjo šolo, ne obstane pač nek razlog, mogoče kasneje že kaj je tega tako. Po pač našem pravilniku potrjevanju je učbenik učno gradivo, ki mora slediti standardom znanja, ciljem in ki seveda mora omogočati samostojno delo učencev. Zdaj, učbenik ima lahko dve vlogi. Eno je, da pač poseduje neke informacije, kar je v bistvu zelo nepomembno v resnici. Drugo je pa, da učencu, torej tistemu, ki ga uporablja, omogoča učenje, torej pridobivanje znanja, kar je več kot samo informacija. Na eni strani seveda poseduje vsebino, ki je pač zbrana na nek način, kot se zanjo odločijo avtor in urednik. Potem pa seveda mora učence spodbujati tudi določene dejavnosti. Se pravi, učbenik mora iti preko tega, da se mu podaja informacije. In dejansko se omogoča tudi učni proces. Zdaj, poleg tega je vezano potem več govorila tudi o tem, da je pomembna vsebina. Bistvo, kot smo pač tudi prej videli na teh anketnih odgovorih, je ravno v vsebini. Kako to narediš, kako to organiziraš in tako naprej, obogatiš ali ne obogatiš. Zdaj, kvaliteta učbenikov pa ne samo za zgodovino, ampak na splošno pri zgodovini je to zelo očitno. Eno je, da sprašuješ učitelje, kaj oni menijo, kaj oni ocenjujejo. To je v bistvu zelo lahko pristop, pač narediš ankete. Kot smo zdaj videli, je bila ena predstavljena, konkretno založbe, recimo, s katero jaz prihajam, se to delajo stalno. Ampak obstajajo še drugi recimo elementi. Eden teh je recimo prav neka, bom rekla, obrazec, inštrument, bom se tako pravilno izrazila, ki dejansko podaja elemente, na kakšen način se oceni kvaliteto učbenika. Ne govorim samo za zgodovino, govorim na splošno. To je v bistvu en izjemno obsežen vprašalnik, ki razdeli oceno na 3 dele. Eno je seveda kvaliteta vsebine, v smislu primerno za starostno skupino. Zelo pomembno, recimo, da povezuje, kot je tu napisano, z osebno izkušnjo učencev, kar je sploh ena najpomembnejših značilnosti, ker pač raziskave kažejo, da je to potem učencem bližje in da je njihovo razumevanje boljše. Drugo je seveda organizacija vsebine, kar je bilo deloma tudi omenjeno, učitelj govorijo o poglavjih, podpoglavjih in podobno, organizacija je izjemno pomembna. Potem pa seveda v bistvu uporaba različnih oblik, torej besedilo se dopolnjuje sliko, slika seveda ni kar lepšega tam, ampak spet zadnje je pač nek premišljen razlog, argument, zakaj si dal tisto sliko, zakaj ne neko drugo sliko, zakaj si dal majhno, zakaj si dal veliko in tako naprej. V bistvu je to en izjemno dolg, bom rekla, vprašalnik. Tu je v bistvu izdelana, obstaja ena mednarodna organizacija, v bistvu izobraževalce didaktikov, ki se ukvarjajo z učbeniki. Ne govorim samo z njim, govorim za vse predmete, ki ima svoje združenje, ima letne konference, publicira in tako naprej, kako naredi dober učbenik, evalvira, testira in tako naprej učbenike.
Pa če sem na enem teh izobraževanju, recimo tudi moja zaloga plačala izobraževanje vsem našim urednikom, da smo šli na to izobraževanje. Hočem reči, ta zavest, da narediti kvaliteten učbenik ti kar ne rata, no. Dober učbenik narediti ni kar nekaj, kar ti pade, pa se slučajno zgodi, ampak je zadaj, in to bi rada poudarila, zelo veliko, neke, pa že rekla, premišljenega dela, znanja, pa seveda tudi izkušenj in tako naprej. Dobro, tudi denar, seveda, od tega bom še pač prišla. Hoče reči, prvo je seveda vsebina, ki je temelj, potem so seveda pedagoško-didaktični element, ki jih učbenik mora imeti, ki spet so premišljeni, so za razlogom tam, imajo nek cilj, nek razlog. Omogočanje različnih strategij, različnih aktivnosti, vse to se da seveda v učbenik pripeljati, odločitev tistega, ki učbenik dela, pa je koliko tega, na kakšen način to vključi. Tretje pa seveda oblikovanje. Vi veste, da recimo včasih učbeniki konkretno so imeli serifne pisave, danes recimo se to ukinja, so pisave vse neserifne, brez tistih znakcev. Recimo mi smo delali poskus učbenika za zgodovino za 7. razred, prav primera uradni naslov je za učence s posebnimi potrebami, v resnici za dislektike, kjer smo obstoječi učbenik predelali pod vodstvom strokovnjakov za disleksijo, v obliko, ki je primerna za dislektične otroke. Šlo je ne samo za obliko, pač določene barve, določene razporeditev vsebine, in tako naprej, ampak tudi recimo za celo predelavo teksta kot takega, krajše povedi, še večje izogibanje recimo tujk v besedilu in tako naprej. Namreč na tem je treba delati, to hočem reči, in o tem je treba nekaj vedeti, da recimo potem lahko to znaš narediti. Mi smo pač šli takrat poskusno v en tak učbenik, pa smo od tega odstopili, ker dejansko to pomeni popolnoma delati na učbenik z enakimi stroški, trga pa dejansko ni. Čeprav smo ga potrdili in so celo sedaj neke šole odločile, da so ga kupile čisto za, bom rekla, običajne učence, ker se mi zdel boljši kot recimo ta druga varianta učbenika. Naslednja zdaj, torej tole sem pač omenila, izhajam pač iz tega instrumenta, ki je pač nekaj mednaroden, se pravi, mislim nekje zdaj, jaz se zelo poskušam tega držati, ker so pač stvari, ki jih moš imeti v glavi, ko učbenik pripravljaš, ga urejuješ in tako naprej, evaliraš predna izide. Pred leti je bila zelo omenjena ena raziskava, ne vem, če ste sledila, Pedagoški inštitut je pa razdelil, dr. Justin je tukaj predstavil, bila je malce tudi zauravljena, ampak vseeno ni bila slaba študija, da v bistvu učbenik vpliva na pedagoški proces kot učni načrt, namreč jaz sem tudi iz neke druge raziskave ugotovila, da v resnici učitelji učnega načrta niti v resnici ne poznajo, ne preberejo, ampak grejo po učbeniku. In celo naslove pač poznajo vse, kaj so recimo cilji ali pa tema učnega načrta, pa skoraj ne, oni dejansko se držijo učbenika, kar je nekje, bom rekla, nekaj, čim se meni malce breme, ker to jaz kot tista, ki kreiram, to imam veliko odgovornost, ki se jo dejansko moram zavedati. Potem seveda je bilo tukaj zelo veliko analizirali so učbenike, malenko za zgodovino bolj je bil zemljepis takrat, bom rekla, organizirano analiziran, o številu besed, o tem, koliko novih besed se lahko sploh pojavi v besedilu, da je sploh učencem to še obvladljivo. Od tega recimo, da so razni spodbujevalci interesa, kakšna je njihova vloga, koliko tega ne bi bilo v učbeniku in tako primerjava. Recimo to so navodila za samostojno dejavnost, orisi problemov, opisi okoliščin dogodkov, dejavnost in tako naprej. Potem najmočnejši spodbujevalci so osebne besede, potem so govorili o koherentnosti in pa v primeru so pač analizirali celoten didaktični aparat, ki so ga v učbeniki pač imeli. Torej, koherentnost pomeni skladnost in urejenost pomenov in pomenskih predstav, ki jih vsebuje razlagalno besedilo. Še enkrat, nekdo, ki piše učbenik, bi to vse moral vedeti. In bi to dobro, če ne avtor pa urednik, vse v tem bom na koncu več povedala. To so v bistvu znanja, ki jih moraš imeti kot avtor in mislim, da večina avtorjev o tem ne ve ravno veliko.
Potem recimo, se pravi, tukaj je bilo takrat nekaj zgodovinskih učbenikov, svoje sem našla neke svoje, da sem nekaj jaz narobe napisala. Recimo, navodila za samostojno dejavnost, ki jih recimo zgodovina niti nima, mi imamo recimo neko vprašanje nižjega, pa potem višjega taksonomskih ravni. Navodila za samostojno dejavnost učencev se morajo nanašati na opazljivo, to je ne zgolj mentalno dejavnost učencev, tega dejansko mi v bistvu še nimamo, vse jaz nisem bila na nekih. In rezultat seveda analiziranih učbenikov je bil, da praktično v naših učbenikih se skoraj vsa ta navodila nanašajo zgolj na mentalno dejavnost, razmisli o vzrokih, ne pa o nekih drugih dejavnostih učencev. V glavnem, oni so takrat v tej raziskavi podali neke predloge za izboljšanje učbeniške politike in zanimivo potem pri seveda je bilo, bom se na koncu obrnila, raziskave, kot sem rekla, enih ne dela samo za šolstvo, dejstvo je seveda, da pa založba, ki jaz pripadam, konstantno dela raziskave. Jaz sicer ne vem, da se očitno sploh da to odgovarjati, ampak glejte, to je pač stvar odločitvene tega, da so se pač podatki zbirali, vprašanje ocenite didaktično primernost učbenika in seveda potem različne možnosti. Dejansko se je omenil tudi samostojni delovni zvezek, ki ga uradno do lanskega leta za zgodovino ni bilo, zdaj ste na trgu 2. Interaktivni učbenik je zdaj zelo aktualen, seveda za naprej, tukaj so pač neki rezultati, sem že zaključila. V glavnem, tisto, kar bi pa rada na koncu in kar v bistvu bi bil moj poudarek, je pa v tem, tisti, ki je najbolj odgovoren za kvaliteto, in tukaj je bilo tudi eno priporočilo te prejšnje raziskave, so seveda založbe. Dejstvo je, da učbenik je pač nek produkt, tržni produkt, to je treba vedeti, in zato recimo nekateri učbeniki preprosto niso zanimivi za to, da bi jih založba naredila, ker ni uspešen tržno ali pa ni potencialnega uspeha. Največjo odgovornost pri nastanku učbenika nosi urednik. Urednik je tisti, ki določa koncept, urednik je vodja projekta, urednik je tisti, ki vodi avtorje. Niso avtorji te glavni. To je zelo napačno mnenje. Urednik je tisti, ki mora imeti strokovno znanje, pedagoško znanje, didaktično znanje in vse tisto, kar sem že prej omenjala. In dejansko za uspešnimi učbeniki so vedno dobri uredniki in ne avtorji. To je, mislim, da dosti zelo napačna percepcija. Tukaj gre namreč za izredno obsežne projekte, kjer pač ni samo avtor, ampak cel kup sodelavcev. Druga je seveda ta razlika, kaj so pričakovanja avtorja, kaj so pričakovanja učiteljev, kaj so pričakovanja založbe. Tukaj seveda pač nimamo učencev, ker se predpostavlja, da učitelji predstavljajo učencev, kar je seveda vprašanje ali res. Seveda avtorji želijo realizacijo svojih idej, mogoče nekaterim je to izziv, mnogi mislijo, da so sposobni napisati učbenik, resnica povsem drugačna, zelo malo je dobrih avtorjev, avtorje je treba narediti in to so leta procesa, to je pač vsi moji kolegi. Založnik seveda želi to dobro prodati, kar je jasno, ker pač od tega dobička živi in vlaga nadaljnji razvoj. Včasih je seveda ideja tudi, da bomo dali na trg nekaj novega, inovativnega in izzivalnega. Učitelji pa seveda, kot smo že večkrat omenili, in to pa zdaj moje zadnje besede, pač sledijo učnim ciljem. Predvsem zelo radi imajo učbenik, ki jim pomaga tudi pri načrtovanju njihovih učnih ur. Na nek način učbenik jim prihrani čas, da ne vlagajo toliko pripravo ure, kar se je skazalo zlasti pri učbenikih, ki so bili zelo orientirani na učenca, se pravi, so imeli manj besedila, da jih učitelji ne marajo, ker to pomeni, da morajo učitelji pri pripravi ure še pogledati kakšno drugo literaturo, ni dovolj samo učbenik. Zato pravilno učitelji imajo vse raje, da so učbeniki malo bolj obširno napisani, da se njim ni treba toliko recimo poglabljati še neke drugo literaturo. V glavnem zelo cenijo pa učitelji, in to je moja, bom rekla, ki je zelo veliko razočaranje v tem poslu, dodatna gradiva, med drugim vam lahko z lastne izkušnje povem priprave. Dejansko priročnikov noben več ne bere, najpomembnejše je to, da je 1. septembra gor so objavljene dnevne priprave in če jih ni, se nam usuje klicev, da nam pregorijo telefoni. Dobesedno, to je
In očitno, po nekih anketah, pa je to zelo pomembno dejavnik, zakaj se odločijo za nakup nekega učbenika, kar jaz mislim, da je res poraz na nek način, vse jaz tako čutim. Mislim, meni vsake študij ne se tisk, resnično. Ampak priprave so zakon. No, žal, to je zdaj pač v tem času. Hvala lepa.